is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am a part of mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Meni osebno je šport ena največjih stvari, je v bistvu del mojega življenja, je moje življenje in odkar sem praktično shodil do danes in mislim, da dokler bom uspel hoditi, bom nekako povezan s športom in se moram zahvaliti, ker me je naučil od osnov timskega duha, discipline, delovnih navad, kako živeti v družini, kako živeti v ekipi, kako se prilagoditi do zdravja, ki ti ga prinese, tako telesnega kot duševnega, in mislim, da je kdorkoli na kakršenkoli način je povezan s športom, lahko da le pozitivne stvari. Zaupanja vredni ljudje pripovedujejo, a Allah ve najbolje, da je v prvih dneh sveta na babilonskih otokih živel kralj, ki je sklical svoje stavbenike in čarodeje in jim ukazal, naj zgradijo labirint, ki bo tako zamotan in prevejan, da se ga bodo izogibali najbolj pametni možje. Tisti pa, ki bodo vstopili van, se bodo izgubili. Zgradba je vzbudila pohujšanje, kajti zmedo in čudežnost lahko ustvarja Bog, ne človek. Čez nekaj časa je prišel na njegov dvor arabski kralj in babilonski kralj ga je pregovoril, da bi se ponorčeval iz gostove prostodušnosti, naj gre v labirint, po katerem je zmeden in osramočen taval do večera. Potem je prosil Boga za pomoč in našel izhod. Iz njegovih ust ni bilo slišati nobene tožbe, pač pa je babilonskemu kralju povedal, da ima on v Arabiji boljši labirint in da mu ga bo, če bo taka Božja volja, neki dan pokazal. Ko se je vrnil v Arabijo, je sklical svoje vojskovodje in glavarje in vojna sreča mu je bila tako naklonjena, da je opustošil babilonsko kraljestvo, porušil njegove gradove in pomendral njegove ljudi in nazadnje ujel samega kralja. Zvezanega ga je posadil na hitro kamelo in odvlekel v puščavo. 3 dni sta jezdila in potem mu je rekel: O kralj časa, bistvo in znamenje stoletja. V Babiloniji si hotel, naj se izgubim v bronjenem labirintu, številnimi stopnišči, vrati in zidovi. Zdaj mi je vsemogočni naklonil, da ti pokažem svojega,
kjer ni stopnic, po katerih bi se vzpenjal, vrat, ki bi jih moral dreti, dolgih hodnikov, ki bi jih prehodil, in zidov, ki bi ti ustavljali korak. Potem ga je razvezal in pustil sredi puščave, kjer je umrl od lakote in žeje. Slavljen naj bo tisti, ki ne umre. Pa mislim, da se je odbojka v zadnjih 15 letih zelo spremenila. Prvo od žoge, ki se je spremenila in že sam material žoge dovoljuje žogi, da je dosti bolj hitra, kot je bila pred 15-20 leti, do tega, da so odbojkarji postali po večini fizično močnejši kot pred 10-15 leti. Tudi odbojka se igra dosti bolj hitro, praktično na vseh pozicijah. Akcije so vse krajše in krajše, tako da sigurno se gre razvoj odbojke v tej smeri, da je vse bolj fizična in vse bolj hitro se vse dogaja. To je, kar se tiče odbojke na vrhunskem nivoju. Mislim pa, da je pa odbojka tudi v zadnjem desetletju naredila en velik korak naprej, kar se tiče rekreativnosti športa, in mislim, da je postala eden izmed najboljih igranih športov v prostem času na vseh nivojih. Mislim, da je popularnost odbojke zelo napredovala v zadnjem obdobju in upam, da bo še bolj v prihodnosti. Če povzamem moje misli, bi zagotovo dejala, da trenutno kontraindiktorno je zame šport temelj zdravja. Verjamem, da več ljudi, ki se bo ukvarjalo z zdravjem in pa posledično športom, bolj bomo veseli, bolj bomo nasmejani kot nacija, kot celoten svet. Verjamem, da šport povezuje, ne glede na to, da včasih je to vidno samo na zmagovalnem odru in pa publika za zmagovalnim odrom, ko enostavno se veseli. Jaz verjamem, da šport povezuje tudi na nižjih ravneh, tudi kot je preprosta rekreacija, igra med otroci, in res bi verjela in želela, da postavimo na podestal končno spet šport, kamor sodi. Srce. Beseda pomeni celo vrsto vzgibov in želja, a nedvoumno drži, da je srce predmet darovanja, bodisi nepriznan ali zavržen. Srce je organ želje. Srce nabrekne, uplahne, vsaj kolikor je očarano, zaprto v polje imaginarnega. Kaj bo svet, kaj bo drugi naredil z mojo željo? To je tisti nemir, v katerega se stekajo vsi vzgibi srca, vse srčne težave. Mislim, da dajem srce. Vsakič, ko mi to darilo vrnejo, lahko zatrdim, da je tisto, kar ostane od mene, srce. Ko enkrat ni več duha, ki mi ga pripisujejo in ki ga ne maram. Ostane mi srce. In to srce, ki mi ostane na srcu, me boli. Boli me zaradi vala, ki ga je preplavil z njim samim. Edino le zaljubljence in otroke boli srce.
ko pomislim na moj šport, to je tek na smučeh, mi mu rečemo lauf. Zaslišam v glavi samo tiste zvoke. In pa moje misli. Sama sem, obkroža me narava, vsi ljudje okrog mene so prijazni, taki laufarji smo, skromni, vsak s svojimi mislimi, preživljamo čas na svežem zraku, na tekaških smučeh, v smučini, ki jo ali sami vlečemo ali pa odkrivamo. Zagotovo je to eden v mojem srcu, v mojih mislih in v mojih očeh eden najlepših športov, ki te krepi na večjih nivojih. Krepi te mentalno, fizično, tam ne moreš kupiti boljše opreme in si boljši. Tam preprosto moraš natrenirati svoje telo, da je tvoje telo boljše. Tako da, kdor še ni poskusil teka na smučeh, vabim ga in vedno znova si prikličite samo tisto šumenje ali pa zvok smuči, ki je nekakšna mantra čez življenje, pa ne v uspavalnem smislu, ampak vrnitvi k sebi, k naravi in pa da slišiš končno spet svoje misli. Šport je danes bolj kot kdajkoli prej protiutež hitrosti gibanja življenja ali lahko rečemo upor proti stresu, če gre za rekreacijski šport. Če pa gre za profesionalni šport, pa je stvar malo drugačna, ker si stalno pod pritiskom in to sem jaz dobro občutil. Spoštoval te bom kot brata, če vem, da si tega vreden. Spustil se bom v nevarnosti in težave, da bi ti pomagal v stiski, če to ne bo škodilo meni in organizaciji. V svojih vsakodnevnih stikih s svetom in pri posebnih opravilih bom omenil tebe prej kot sebe. Pomagal ti bom pri tvojem delu in vzdržnosti, ti pomagal, da jo pripelješ do konca, kakor da sem sam na tvojem mestu. Nikoli ti ne storim tega, kar ne želim, da ti storiš meni, razen če za tem ne stoji skupen razlog. Ko je otrok bil otrok, se je pogosto spraševal, če res obstaja dobri Bog, ki vse vidi. In kako mu vendar uspeva, da ničesar ne pozabi? Ne gibanja vsakega oblaka na nebu, ne gibanja in korakov slehernega med nami, ne sanj vsega sveta. Rekel si je, nemogoče si je predstavljati, da tak spomin obstaja. Še bolj žalostno in nemogoče pa je pomisliti, da ne obstaja, da se vse izgublja v pozabi. Ta otroška domišljija ga še vedno prebuja. Neskončno veliko je zgodovina pojavov, a neskončno drobna zgodovina podob, ki preživijo. Ja, mislim, da spremembe so res velike. Že če gledamo samo golmane, sploh ni več na gol črti, ampak igra ven 16-metrskega prostora. Zdaj, spremembe so tudi v podajanju. Včasih se je podajal na 2 metra počasne žoge, danes bombo dobiš v noge in kdor ne zna ustavljati žoge in kdor ne zna štopati dobro, ta izpade iz ekipe takoj. Ko so mene štopali, sem bil v Evropi in držal največ kilometrov sem pretekel po tekmi, danes ti ljudje tečejo 6 kilometrov več, kot sem jaz tekel. Že zdaj je nogomet izredno hiter,
Če bi pa igrali še z enim dotikom, bi bilo pa to nekaj novega v nogometu in mislim, da ne bi bilo slabo. Šport in gibanje sta danes še posebej pomembni. Mislim, da ob tem je treba pa tudi zasledovati načelo, torej hitreje, više, močneje, predvsem zato, da kot družba zasledujemo najvišje cilje. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremece a oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Ay, 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 ay. Cantaba del pasión mortal, moría. Que una paloma triste, muy de mañana, que va al cantar a la casita sola, no puede reste. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurucucú. Paloma, cucurucucú. No llores, las piedras jamás Met kladivo je glede na moj čas nekoliko nazadoval, ampak menim, da bomo v bližnji oziroma srednjeročni prihodnosti videli najdaljši met v zgodovini te discipline. Mislim, da o samem športu bi lahko bolj poglobljeno povedati tisti, ki se s tem dejansko ukvarjajo. Za mene pa je to ena od oblik človekovega sobivanja, in sicer v različnih oblikah, tako na rekreativnem, tekmovalnem smislu, primerjene sposobnosti, socialnem, sociološkem, dokazovanju sposobnosti, premagovanju lastnih težav, tudi zdravstvenih, lahko bi še in še našteval. V tem modernem času pa prav gotovo gre kot od nekdaj že za tekmovanje. Je posel, je služba in pa seveda je tudi tržno blago.
Časnik poroča. Lipicanci so sodelovali pri zgodovinskem filmu. Radio razlaga. Milijonar je kupil lipicance. Plemenite živali so bile mirne ves čas poleta nad Atlantikom. In učna knjiga uči. Lipicanci so hvaležni jezdni konji. Doma so s krasa, prožnega kopita, gizdavega drnca, bistre čudi in trmaste zvestove. In vendar ti dodajam, sinko, da teh nemirnih živali ni mogoče spraviti v razvidne obrazce. Dobro je, kadar sije dan, lipicanci so črna žrebeta. In dobro je, kadar vlada noč, lipicanci so bele kobile. Najbolje pa je, kadar prihaja dan iz noči, kajti lipicanci so belo-črni burkeži, dvorni šaljivci njenega veličanstva, slovenske zgodovine. Drugi so častili svete krave in zmaje, tisočletne želve in leve s perutmi, samoroge, dvoglave orle in fenikse. Mi pa smo se izbrali najlepšo žival. Izkazala se je na bojiščih in v cirkusu. Prepeljevala je kraljične in zlato monštranco. Zato so dunajski cesarji govorili francosko s spretnimi diplomati, italijansko z zalimi igralkami, špansko z neskončnim bogom in nemško z nešolanimi hlapci. S konji pa so se pogovarjali slovensko. Nič temnejšega ni od jasne govorice in nič resničnejšega ni od pesmi, ki je razum ne more zapopasti. Junaki šepajo v svetlem soncu in modrijani jecljajo v temi, burkeži pa se spreminjajo v pesnike. Krilati jezdici vedno hitreje dirjajo nad votlinami naše stare zemlje in poskakujejo in trkajo. Nestrpne slovenske živali še vedno budijo kralja Matjaža. Kdor še ne zna zajezditi konja, naj se čim prej nauči ukrotiti iskro žival. Obdržati se svobodno v lahkem sedlu in uloviti ubrano mero drnca. Predvsem pa vztrajati v slutnji, kajti naši konji so pridirjali od daleč in so daleč namenjeni. Motorji radi odpovedo, sloni preveč pojedo, naša pot pa je dolga in peš je predaleč. Kar se pa tiče mojega področja oziroma moje športne nekdanje panoge, gimnastika ali telovadbe, pa bi lahko rekel, da gre tu pravzaprav za sobivanje telesa in duha. Že od rojstva naprej razvijamo posamezne dele telesa in spodbujamo v gibanje in pa spremljamo vse to v svojih možganih. Telovadba je za mene, tako kot tudi šport, izredno pomembna, koristna zadeva. Moji panogi seveda nadkriljuje v nekem smislu umetnost, ker gre za prikaz elegance, lepote in tako v športu, kjer lahko govorimo na splošno o telesni kulturi, kot v življenju, tudi na tem področju ni vse zlato, kar se sveti.
Ja, šport, koliko zmeraj, je eden od gonilnih sil družbe. Družbi pomaga, da ostane zdrava, jo zbere na kupu, jo druži. Po drugi strani je zdaj v teh časih mogoče šport ena od stvari, ki razveseljujejo, ker ob vseh negativnih novicah, ki smo jih vsak dan deležni, so le športni dogodki nekaj takega, kar nas od tega odmakne in pomenijo zabavo, sproščanje, po drugi strani tudi krepitev telesa, če se športa lotimo sami. Ples je podoba misli. Kdor bo nekoč ljudi naučil letati, bo zemljo na novo krstil kot lahko. Ples je nedolžnost, ker je telo pred samim telesom. Ples je krožnica v prostoru, ki je sama svoj lastni princip. Krožnica, ki ni risana zunaj, krožnica, ki se riše. Vsaka plesna kretnja, vsaka plesna sled se mora razkriti kot sam izvor gibljivosti. Osrednje vprašanje plesa je odnos med vertikalnostjo in privlačnostjo, ki prečkata plesoče telo in mu omogočata izraziti paradoksalno možnost, da lahko zemlja in zrak zamenjata svoje mesti, preideta drug v drugega. Ples je nasprotje duha teže. Da, prav ples na novo krsti zemljo kot lahko. Z lahkotnostjo moramo razumeti zmožnost telesa, da nastopi kot nepodjarmljeno telo, kar pomeni, da tudi samega sebe ne podjarmlja. Tako bi se izkazalo, da je vloga plesa uprizarjati čas v prostoru. Ples je zgolj misteriozna, posvečena interpretacija poljuba. Kdor bo nekoč ljudi naučil letati, bo premaknil vse mejnike. Vsi mejniki mu bodo zleteli v zrak, zemljo bo na novo krstil. Težka mu bo zemlja in življenje, tako hoče duh teže. Kdor pa hoče postati lahek in ptič, ta mora ljubiti samega sebe, tako učim jaz. To ni zapoved za danes ali jutri, da se naučiš ljubiti. Človeka je težko odkriti in še najtežje samemu sebi. Samega sebe odkrije, kdor pravi, to je moje dobro in zlo. Spoštujem uporne, izbirčne jezike in želodce, ki so se naučili govoriti jaz in ja in ne. Eni so zaljubljeni v mumije, drugi v strahove. Kdor se hoče kdaj naučiti letati, se mora najprej naučiti stati in hoditi in tekati in plezati in plesati. Letenja si ne priletaš. Preizkušanje in spraševanje je bila vsa moja hoja. To je torej moja pot. Kje je vaša? Tako sem odgovarjal vsem, ki so me spraševali za pot. Te poti namreč, te ni. Ja, smučarski skoki so zmeraj bili šport, ki se razvija, se pravi, hočemo skakalci, so hoteli, verjetno tudi za mano bodo hoteli zmeraj skočiti dlje, višje, hitreje. In mislim, da se lahko v prihodnosti naredi, da se bodo skoki podaljšali preko 260 metrov. Po drugi strani so ženski smučarski skoki zelo v vzponu in mogoče bomo kmalu videli tudi ženske na letalnici na tekmi svetovnega pokala. Šport, v mojem primeru alpinizem, je zame priložnost,
za nabiranje dragocenih življenjskih izkušenj, ki jih lahko pridobim samo z lastno izpostavljenostjo. Na nek način je to največji možni približek popolni svobodi, ki pa obenem uči odgovornosti. Uči me vztrajnosti, predanosti, zavezanosti cilju, obenem pa seveda tovarištva, strpnosti in sočutja. Nenazadnje seveda iskanja pa potem dviganja meja svojih sposobnosti. Na nek način, ali pa če povzamem, spodbuja me, da želim postati boljši. Ne le kot alpinist, ampak predvsem kot človek. Kamor seže oko povsod same gore. Drzne skalne ostrice, ledeniki, mogočna ledena pobočja najvišjih vrhov sveta. Stokanje ledu pod menoj, snežni vihari, mrzle polarne noči. Umirajoče šumenje ledeniškega potoka, ki ga mraz počasi kuje v led. Veter, ki te skuša odtrgati in pahniti v globino. Izmučeni obrazi in žareče oči prijateljev. Zaledenele brade, omrzli prsti, prasketanje ognjev. Tiho mrmranje pesmi, drobne skalne razčlembe, ki kažejo pot, občutek breztežnosti. Ceste, poti, letališča, otroci, dom, delo, noči brez spanja, blato do kolen, dež, pijavke, strah, pogum, trdi treningi dan za dnem, veseljačenje, nora dirka, tiho stopanje samotnega popotnika, uspehi, veselje, žalost, razočaranje, smrt, garanje brez počitka, poležavanje, topel dom, ljubezen, nevarnost, avanture. Vse to je moje življenje. Pot, ki ne pripelje nikamor drugam, kakor na naslednjo pot. In ta zopet na naslednje razpotje, brez konca. Svoboda v najpopolnejšem pomenu besede. Obsojen sem na svobodo. Tako svoboden, da med množico ljudi, ki me imajo radi, in med tistimi, ki me ne marajo, ostajam sam. Sam s svojimi željami, sanjami, hrepenenji in sam na svoji večni poti. In to je zgodba, ki ni nastajala v domišljiji ob topli peči, temveč so besede rasle v meni, ko sem v potu svojega obraza preizkušal svojo voljo in meje človeških zmogljivosti. In preizkusil sem jih temeljito. Tako temeljito, da dobro vem, kako jih nisem še niti oddaleč dosegel in da jih bodo mnogi prav kmalu presegli. V tem je veličina življenja. Alpinizem je v tem globalnem času prav gotovo tudi pridobil na prepoznavnosti, s tem pa tudi na vplivu. Zato je zanj, kot za vse ostale športe, pomembno, da ne promovira samo vrhunskih športnih dosežkov, ampak tudi, v narekovaju, vrhunske univerzalne vrednote. Ja, lahko rečemo, da je šport fenomen, ki s svojimi pozitivnimi učinki in vrlinami vpliva na razvoj družbe v tem zadnjem obdobju. Šport zadovoljuje številne potrebe in interese, želje človeka, zato je primeren za vse starostne in socialne skupine ljudi. Je pa res, da čeprav je šport v tem stoletju naredil izreden korak naprej za razvojem industrializacije in globalizacije, pa nažalost še vedno ni dostopen vsem, ki bi to želeli, hoteli oziroma potrebovali.
Noben človek ni otok, popolnoma sam zase. Vsak človek je kos celine, del celote. Če grudo zemlje odplavi morje, se Evropa zmanjša. Prav tako kot če rtič, prav tako, če posestvo tvojega prijatelja ali tvoje lastno. Smrt slehernega človeka vzame del mene, kajti jaz pripadam človeški vrsti. In zato nikdar ne pošiljaj poizvedovati, komu zvoni. Zvoni tebi. Sigurno lahko vidimo veliko razliko, ki se zmanjšuje vsako leto med samimi pravili, košarkarskimi pravili v Evropi in v ligi NBA. Mislim, da se tu evropska košarka počasi približuje ameriški. Je pa to pol, seveda ta pravila so povezana z selekcijo igralcev. Ti igralci so vedno bolj atletsko orientirani, grajeni, hitri, skočni. Vedno manj je videti nekega intelekta v sami igri in vedno več šova in košov in čim višjih skokov zabijanj. Skratka, vse vodi k poslu, k biznisu in nažalost je to zdaj prisotno tudi v športu vedno bolj. Spoštovane prejemnice in prejemniki Bloudkovih priznanj, drage športnice in športniki. Vsako leto v februarju spomin posvetimo dvema velikanoma. Francetu Prešernu, velikanu slovenske poezije, in Stanku Bloudku, velikanu slovenskega športa. Brez prvega bi ne imeli himne, ki slavi svobodo, enakopravnost in sožitje med narodi, brez drugega bi imel slovenski šport v številnih panogah manj poleta. Od srca iskreno čestitam vsem športnicam in športnikom, ki vedno znova utrjujete ugled Slovenije v svetu. Hkrati pa nas tudi povezujete kot narod in kot skupnost. Posebne čestitke gredo seveda vsem letošnjim prejemnikom in prejemnicam Bloudkovih nagrad in plaket. Vsi, ki ste splezali na Olimp svojih športnih panog, krepite ugled naše države. S svojimi uspehi nam široko odpirate vrata v mednarodno skupnost. Šport je dobesedno zastavonoša našega nacionalnega ponosa, dostojanstva in samozavesti. Športni uspehi, a tudi padci, porazi, odrekanje, vztrajanje, imajo neverjetno moč navdihovanja. Šport je nenadomestljivega pomena za vsako družbo
in bi moral biti del javnega interesa vsake države. Aktivni življenjski slog državljanov v vseh življenjskih obdobjih ima namreč izjemen pomen za vitalnost celotnega naroda. Četudi je življenje v lanskem letu, v letu 2020, zaradi epidemije skoraj da obstalo, so ga vendarle zaznamovali številni pomembni slovenski športni dosežki. Nekateri nepozabni, epski, bodo šli v zgodovino nacionalnega in svetovnega športa. Gospe in gospodje, prav tako smo lani prvikrat praznovali nov državni praznik, Dan slovenskega športa. Odslej imamo tako v koledarju 2 dneva, ko se ne spominjamo nekega zgodovinskega dogodka ali dosežka, ampak slavimo naš dejaven odnos do sebe in skupnosti. Prešernov dan, slovenski kulturni dan in Dan slovenskega športa. Oba imata moč, da nas povežeta in razveselita v tem, kar imamo radi in kar radi počnemo skupaj. Podobno kot nas navdihujete športnice in športniki, si želim in upam, da nas bo navdihovalo tudi letošnje obeleževanje 30. obletnice nastanka naše države. Želim si, da bi praznovali vsi, skupaj, enotno, po vsej domovini. Da bi se iz srca veselili enotnosti slovenskega ljudstva, kot to znamo ob športnih uspehih. Zelo, zelo si želim, da bi prepoznali priložnosti, ki nam jih daje ta pomembna obletnica. Da bomo ugotovili, da razlike med nami niso prepreke med nami in da se bomo spomnili razlogov, zakaj smo skupaj. Ker je med nami več tistega, kar nas povezuje, kot tistega, kar nas ločuje. Zato smo skupnost in zato si pripadamo. Spoštovani nagrajenke in nagrajenci, spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani vsi cenjeni gostje, spoštovani in dragi podporniki športa. Zavidanja vrednih športnih uspehov v naši državi je vsako leto veliko. Začenjajo se že na ravni lastnega športnega uspeha, pogosto sploh preboja pri lastni odločitvi, da bomo postali športno aktivni. Končajo pa pri največjih vrhunskih športnih dosežkih naših športnic in športnikov na svetovni ravni. Pri tem pa nikoli ne smemo pozabiti predvsem tudi na vse vmesne ravni športnih dejavnosti, ki jih podpirajo in usmerjajo šport na lokalni ravni ter dalje klubski in končno reprezentančni šport. Najboljših rezultatov na najvišji svetovni ravni v športu ne bi bilo brez pomembne predhodne podpore omenjenih. Brez predanega, vztrajnega, potrpežljivega in discipliniranega dela številnih športnih delavcev, trenerskih ekip in strokovnjakov. Brez vseh teh tudi največji talent športnikov ne bi zadoščal za končne uspehe. Skupaj s spoštovanjem športnih vrednot, od poštenja do spoštovanja pravičnosti igre, naše športnice in športniki s svojimi ekipami na najboljši način zastopate prestiž naše države doma in v svetu. Na takšen način pa hkrati tudi ohranjate in utrjujete temeljne vrednote, ki jih je živel in pri svojem delu zasledoval prvi velikan slovenskega športa, inženir Stanko Blovdek. Vsestranski umetnik, bojem, mecen, upornik, nadarjeni slikar, tehnični izumitelj in inovator, strokovnjak za letalstvo in končno ter prvo športni navdušenec, umetnostni drsalec, oče planiške velikanke. Po njem so poimenovane najvišje nagrade v slovenskem športu. Po posebnem človeku, za katerega je Oto Giacomelli zapisal, da se je z izzivi soočal z vso vnemo, ne da bi okleval in se oziral nazaj. Po načelu, problemi so rešljivi, zato jih je treba rešiti, naloge uresničljive in jih je treba dokončati, obljube izpolniti, izzive sprejeti in jih obvladati, ceno pa prej ali slej poravnati. Predlogov za Blovdkova priznanja za leto 2020 je bilo veliko. Število Blovdkovih nagrad in plaket pa seveda omejeno. Današnja priznanja bo prvič podelil jeseni leta 2020 novo oblikovan, od osamosvojitve države sicer že 8. po vrsti, odbor za podeljevanje Blovdkovih priznanj. 9-članski odbor pod vodstvom novega predsednika, vrhunskega alpinista Vikija Grošlja in podpredsednice ene od največjih slovenskih alpskih smučark vseh časov, Mateje Svet, je letošnje nagrajenke in nagrajence izbral na podlagi preteklih dosežkov in po načelih enakopravnega priznavanja vrhunskih dosežkov na vseh nivojih športa. Od športa otrok in mladine ter šolskega športa, športne rekreacije,
športa na lokalni ravni, strokovnega dela v športu in seveda področja vrhunskega športa, tako neinvalidov kot športnikov invalidov. Letošnji nagrajenke in nagrajenci, nosilci najvišjih priznanj športa v Republiki Sloveniji v letu 2020 ste navdih. Ste zgled spoštovanja vsem, ki vas poznamo iz domačih okolij, preko sodelovanj, preko spremljanja in navijanja v medijih. Vi ste tisti, ki niste zaslužni zgolj za vso preteklo, ampak tudi za aktualno prepoznavnost na polju športa, v imenu športa. Tu še prav posebej mislim na vašo vlogo v tem pogosto kot korona šport poimenovanem obdobju. Kot športniki, kot trenerji, kot strokovnjaki, kot glas medijev ste z veliko mero potrpežljivosti, predanosti, tudi upravičeno stisnjenimi zobmi pomagali, da se je lahko šport razvijal dalje, tudi v času vseh silnih omejitev in prepovedi. In ste dosegli rezultate, zavidljive rezultate. Kot Tadej Pogačar, ki je zmago na slovitem Tour de Franceu ob vseh epidemioloških omejitvah premagal samega sebe in pokazal vesoljnemu svetu, da se da je možno, da se sadovi truda in razumevanja vedno bogato povrnejo, če si vztrajen, če razumeš in če daš od sebe še več, kot misliš, da lahko. Na podoben način se v vsem tem času pripravljajo reprezentanti za olimpijske in paralimpijske igre, med njimi tudi ti, ki jih svojim trenerskim delom že desetletja usmerja nagrajenka Polonca Sladič. Moška rokometna reprezentanca se je skupaj z vso trenersko in spremljevalno ekipo poleg vrhunskih rezultatov preteklih let na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v Egiptu borila s tekmeci, pa tudi številnimi protikoronskimi omejitvami. Podobno vem, da je športna strokovnjakinja doktorica Marjeta Kovač v bogato bero svojih strokovnih in znanstvenih prispevkov dodala aktualne popise in misli, usmerjala strokovne odzive in nadaljevanje prilagojenih športnih aktivnosti današnjega koronskega obdobja. Plotkova načela sprejemanja in reševanja problemov, nalog, obljub, izzivov so nagrajenkama in nagrajencem ter 12 dobitnikom Bloudkovih plaket več kot domača. Podobno kot so domača tudi našim novim, pa tudi starim športnim zvezdam, ki jih na športni Olimp postavlja korona čas. Preko Primoža Rogliča, lomilca meja možnega, do mlade Nike Križnar, Eve Orevc, Bora Pavlovčiča, Tima Žnidariča Svenška, Jerneja Slivnika in še prenekaterih drugih, o katerih bomo v naslednjih obdobjih zanesljivo govorili tudi v povezavi z inženirjem Stankom Bloudkom. Spoštovani nagrajenke in nagrajenci, hvala, ker ste. Hvala v imenu Republike Slovenije, hvala za vse vaše dosežke. Hvala za vaš zgled preteklih in še prav posebej sedanjih dni, ker prav v tem trenutku predstavljate tudi zgled prihodnjih uspehov v športu naše države, naše družbe kot celote. Ne pozabimo, da smo predvsem drug z drugim in skupaj lahko še močnejši, hitrejši in uspešnejši. Ne zgolj v športu, ampak povsod. Vse dobro, srečno, športno in zdravo vam želim. Spoštovani, leto 2020 je bilo brez dvoma leto, ki si ga bomo zapomnili. Pandemija koronavirusa je močno zarezala v življenje prebivalcev celotnega planeta. Tako skupnost kot posamezniki smo zato soočeni s številnimi izzivi, ki jih skušamo premagovati po najboljših močeh. Pri tem so nam lahko veliko pomoč tisočletja stare univerzalne vrednote. Oblikovale so se kot odgovor na pojavljajoče se kataklizme, ki jih je včasih povzročila narava, vse prevečkrat pa človek sam. Spoštovanje, solidarnost, povezanost. Enakopravnost, sočutje, pomoč tistim, ki nimajo enakih možnosti. Sodelovanje, vztrajnost, dviganje meja mogočega. Poštenost. Vrednote, ki smo jih dolžni vedno znova postavljati v ospredje našega zavedanja. Stanko Bloudek, človek, po katerem so poimenovana najvišja priznanja Republike Slovenije na področju športa, se je teh vrednot zavedal, mnoge med njimi pa tudi živel in udejanjal. Zato boljšega poimenovanja zanje ne bi mogli izbrati. Zaradi velikega vpliva, ki ga ima šport na javno mnenje, je pomembno, da njegovi akterji promovirajo te vrednote z enako zavzetostjo in predanostjo, kot stremijo k vrhunskim dosežkom.
V tem je namreč prava veličina športa in njegovega poslanstva. V letu 2020 je svoj drugi 4-letni mandat končal prejšnji odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj pod vodstvom našega legendarnega olimpionika Mira Cerarja. Kot član takratnega odbora sem imel čast in odgovornost soodločanja, komu nagrade in priznanja podeliti. Ob tem sem spoznal, da je to delo veliko bolj zahtevno, kot sem pričakoval. Za odlično sodelovanje in pridobljene dragocene izkušnje se članom starega odbora Petru Kauzerju, Vikiju Krevslu, Ivanu Lukanu, Petri Majdič, Rajku Šugmanu, Katarini Venturini, Rudiju Zavrlu, še posebej pa predsedniku Miru Cerarju iskreno zahvaljujem. Leto 2020 je bilo posebno tudi na področju športa. Prestavljene so bile olimpijske igre, kar se je zgodilo prvič po drugi svetovni vojni. Odpovedana ali prestavljena so bila tudi številna druga tekmovanja, a kljub oteženim pogojem delovanja se športni duh in zanos nista ustavila. Tudi zato je do razpisnega roka 18. decembra 2020 na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj prispelo kar 88 vlog za 71 nominirancev. Za nagrade je bilo podano 46 predlogov, za plakete pa 27. To je največ v zadnjih letih in skoraj še enkrat toliko kot na primer leta 2014. Pravilnik o našem delu določa, da lahko podelimo največ 3 Bloudkove nagrade in največ 10 Bloudkovih plaket. Letos je to pomenilo, da lahko nagrado podelimo le vsakemu 15. nominirancu, plaketo pa vsakemu 3. Le v izjemnih, posebej utemeljenih primerih odbor lahko poveča število nagrad ali največ za 1 nagrado in 2 plaketi. S to zahtevno nalogo se je moral spoprijeti novi odbor v sestavi Drago Balent, Maja Dolenc, Andreja Kovač, Beno Lapajne, Jože Okoren, Mateja Svet, Janez Vodičar in Jože Zidar. Dela smo se lotili odgovorno, strokovno, občutljivo in kot je ocenil eden od članov odbora, človeško spoštljivo. Odločali in odločili smo po naših najboljših močeh, v prepričanju, da delujemo v dobro slovenskega športa ter promoviranja že omenjenih, danes jih lahko poimenujemo kar Bloudkovih vrednot. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, v imenu odbora in v svojem imenu vam kot dobitnikom Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju športa, iskreno čestitam. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejmeta Aleš Česen in Luka Stražar. Alešu Česnu in Luku Stražarju ter njunemu britanskemu kolegu Tomu Livingstonu je avgusta leta 2018 prvim uspelo preplezati 2400-metrsko smer v severnem ostenju gore Latok 1 in se povzpeti na 7145 metrov visok vrh nad pakistanskim ledenikom Čoktoj. Za izjemen vzpon sta Luka in Aleš prejela svoj drugi zlati cepin. Preplezana smer, ki so jo alpinisti poimenovali kar s svojimi priimki Česen, Livingstone, Stražar, velja za eno najpomembnejših dejanj svetovnega in slovenskega alpinizma. Po 40 letih neuspešnih poskusov in tudi nekaj žrtvah je urok Latoka 1 končno razrešen. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Alenka Artnik. Alenka Artnik se je šele pri 34 letih odločila za profesionalni trening potapljanja na vdih.
Neverjetni dosežki dokazujejo, da je bila odločitev pravilna. Je 4-kratna svetovna prvakinja, ki je v zadnjih 5 letih podrla že 10 svetovnih rekordov. Lani je v Sharm el-Sheikhu z enojno plavutjo prejšnji rekord, ki si ga je s 113 metri delila z Italijanko Alessio Zecchini, izboljšala še za meter. Zanimivo je, da nima trenerja. Dela intuitivno, odlikujeta pa jo disciplina in izjemna sposobnost izenačevanja pritiska pri potapljanju. S premikanjem mejnikov v globinah preseneča športno in medicinsko javnost. Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu prejme Miran Jerman. Miran Jerman je športu predan že več kot 50 let. Kot mladi košarkar, kot trener mladih selekcij novomeškega košarkarskega kluba, kot soustanovitelj ženskega košarkarskega kluba Krka in kot športni pedagog. Kot organizator številnih tekmovanj in tudi mednarodnih prireditev je tesno povezan z vsemi športnimi društvi v Novem mestu. V središču njegovega dela je šport otrok in mladine, naj si bo na Agenciji za šport oziroma Zavodu za šport Novo mesto, pri vodenju področnega centra Dolenjska, v odboru za področje otrok in mladine na Zavodu za šport Republike Slovenije Planica ali v mnogih drugih strokovnih organizacijah. Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejme Primož Kališnik. Primož Kališnik je v zadnjih 3 desetletjih za širjenje športne rekreacije in utrjevanje njenega statusa v slovenski družbi naredil ogromno. Kot urednik pri Slovenskih novicah in po letu je našel sinergijo med vsemi udeleženci v športu. Njegovo delovanje pri Stop Teamu, Novicah Ekstrem in klubu Polet pa je močno preseglo novinarske in uredniške okvire. Prek njegovih pobud so moči in znanje združili najboljši slovenski vrhunski športniki, športni strokovnjaki, organizacije, državne institucije, sponzorji, mediji in številni sleherniki, ki po njegovi zaslugi dihajo za šport. Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu prejme Janko Rožman. Janko Rožman je zaslužen za uspešno, pestro in kakovostno šolsko ter rekreativno športno dejavnost v pomurskem in tudi širšem mednarodnem prostoru. Bil je učitelj telesne vzgoje, mentor, trener, pobudnik gradnje športnih igrišč. Izvedel je prvo šolsko prvenstvo v hokeju na travi. Med poletnimi počitnicami je izvajal tečaje smučanja na travnikih. Organiziral je šole v naravi in nešteto šolskih tekmovanj. Tako rekoč ni športa, v katerem v svojem okolju ne bi pustil pečata. Vadba za upokojence, ki jo vodi danes, priča o tem, da njegovo več kot 60-letno delo v športu še ni končano. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Aleks Cisar. Mladi Aleks Cisar velja za enega najperspektivnejših biatloncev v Sloveniji. Je 2-kratni mladinski svetovni prvak, nosilec srebrne in bronaste medalje z mladinskega svetovnega prvenstva, zmagovalec pokala IBU Junior, nastopil je tudi na članskem svetovnem prvenstvu. Je zlati maturant in prejemnik nagrade za Fair Play Olimpijskega komiteja Slovenije. Prejel jo je za solidarnostno pomoč Tilnu Gregorki na Pokljuki. Aleks zaradi svojega dejanja na koncu ni zmagal, je pa dokazal, da je pravi moralni zmagovalec. Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejme Nada Rotovnik Kozjek. Doktorica Nada Rotovnik Kozjek je zdravnica s specializacijo iz anestezije in strokovnjakinja za klinično prehrano. Bila je stalna zdravnica več slovenskih olimpijskih reprezentanc, veslaške, smučarske, plavalne, kajakaške, biatlonske. Med prvimi v Sloveniji je znala oceniti presnovne potrebe posameznega športnika ter jih povezati z zdravstvenim stanjem in zmogljivostjo. Tudi sama je odlična športnica, udeležila se je kar 29 Ironmanov, zmagala je na Ljubljanskem maratonu.
Z njeno pomočjo so se mnogi vrhunski športniki večkrat izognili boleznim in poškodbam v ključnih trenutkih priprav na največja tekmovanja. Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu prejme Slavko Avi Šorn. Poklicni pilot Slavko Avi Šorn je letalstvu zapisan od rosne mladosti. Pri 17 je prvič samostojno poletel z jadralnim letalom. Leta 1973 je opravil tečaj za pilota motornega letala pri Aeroklubu Ljubljana in z jadralnim zmajem poletel z vrha Triglava. 5 let kasneje je s skupino letalskih navdušencev zgradil svoj prvi toplozračni balon. Skonstruiral, izdelal ter preizkusil je 12 toplozračnih balonov in 20 jadralnih zmajev. Z baloni je redno tekmoval na svetovnih in evropskih tekmovanjih. Je nosilec več državnih balonarskih rekordov, z 10.600 metri tudi višinskega. Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejme Vlado Čuš. Slovenskega juda ni brez Vlada Čuša. Zapisal se mu je že pred pol stoletja. Tekmoval je v prvi slovenski ligi, osvojil več pozivnih turnirjev in naziv slovenskega študentskega prvaka. Postal je trener najuspešnejših ptujskih judoistov in judoistk, ki so nastopili na evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh starostnih kategorijah. Bil je večkratni selektor slovenske judo reprezentance, podpredsednik Judo zveze Slovenije, predsednik trenerske komisije in predsednik Športne zveze Mestne občine Ptuj. Je habilitirani predavatelj na Pedagoški fakulteti v Mariboru, specialist klinične dietetike in avtor knjige Judo, popusti, da zmagaš. Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu prejme Anton Gider. Anton Tonček Gider je starosta slovenskega športnega novinarstva. Bil je dolgoletni dopisnik športnih strani Večera in Dnevnika. Poročal je za tiskane medije širom nekdanje skupne države. Najbolj pa ga športna javnost pozna kot televizijskega in radijskega novinarja. Njegov glas smo slišali v nešteto poročilih in prenosih tekem, najpogosteje nogometnih. Leta 1994 je kot prvi Pomurec za lokalni radio Murski val prenašal tekmi evropskega tekmovanja nogometne Mure. Na Murskem valu že več kot 30 let ureja športno rubriko dnevnih poročil in druge športne vsebine. Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejme Gregor Habjan. Gregor Habjan je bil 15 let trener in selektor slovenske reprezentance v showdownu oziroma na miznem tenisu za slepe. Njegovi varovanci so dosegli 23 odličij na velikih tekmovanjih. Dvakrat je bila iz njegovih vrst imenovana parašportnica leta. Kot trener je prejel srebrne in bronaste plakete Slovenskega olimpijskega in paraolimpijskega komiteja. Pri Mednarodni zvezi za šport slepih je pridobil licenco za mednarodnega sodnika v showdownu. V sodelovanju z Zvezo društev ter medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih je izvedel nemalo seminarjev, predavanj, tekmovanj in prvenstev. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Lovro Planko. Perspektivnega Lovra Planka čaka dolga biatlonska kariera. Že kot deček je odstopal od vrstnikov. Bil je najmlajši biatlonec sprejet v reprezentanco. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je lani osvojil bron v zasledovalnem teku, predlani pa srebrni medalji v šprintu in moški štafeti. Tudi na članskih tekmovanjih se je izkazal z odličnimi uvrstitvami. Konec lanskega leta je na Pokljuki ugnal konkurenco in postal slovenski biatlonski prvak v zasledovanju.
Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v športu prejme Polonca Sladič. Polonca Sladič se je strelstvu zapisala pred več kot 40 leti. Kot 11-letnica je začela v šolskem strelskem krožku in se s trdim delom prebila v državno reprezentanco ter do 2 naslovov državne prvakinje. Takoj po polnoletnosti je začela trenirati mlajše kategorije. Leta 1995 je zaradi težav s hrbtenico končala tekmovalno kariero, vendar se je z enako strastjo in odgovornostjo posvetila trenerskemu in organizacijskemu delu. Največ sledi je pustila na področju parastrelstva. V zadnjih 25 letih so parastrelci pod njenim vodstvom osvojili 32 medalj na uradnih tekmovanjih, od tega kar 7 paraolimpijskih. V okviru Strelske zveze Slovenije trenira tudi odlični reprezentantki Živo Dvoršak in Klavdijo Jerovšek. S požrtvovalnim delom in neprecenljivim znanjem je zgled trenerjem in športnikom, slovenskemu športu pa daje neizbrisen pečat. Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni dosežek prejme Tadej Pogačar. Tadej Pogačar se je z lansko zmago na največji 3-tedenski etapni dirki v cestnem kolesarstvu Tour de France čez noč izstrelil med kolesarske zvezde. 22-letnik, zdaj drugi kolesar jakostne lestvice Mednarodne kolesarske zveze, je bil sprva predan nogometu. O zamenjavi športa ga je prepričal nekdanji trener Miha Koncilja, ki je iskal nove člane za kolesarsko društvo Rok. Zaradi konstantno odličnih rezultatov in izjemnega talenta so ga opazili v profesionalni ekipi Združenih arabskih emiratov, s katero ima podpisano pogodbo do leta 2024. Njegova prva profesionalna tekma je bila Tour Down Under leta 2019 v Avstraliji. Da je eden najboljših mladih kolesarjev na svetu, je potrdil istega leta na svojem prvem Grand Touru na španski Vuelti, na katerem nas je navdušil s 3. mestom, zmagami na 3 etapah in osvojeno belo majico. Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v športu prejme Marjeta Kovač. Doktorica Marjeta Kovač, redna profesorica na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, je več kot 45 let predana športu v najširšem pomenu besede. Kot trenerka športne gimnastike in akrobatike je sodelovala s tekmovalkami, ki so dosegle vrhunske uspehe na evropskih in svetovnih prvenstvih v gimnastiki, kotalkanju, drsanju in alpskem smučanju. Kot ena najboljših mednarodnih sodnic za žensko športno gimnastiko je sodila na 3 olimpijskih igrah, na 11 svetovnih in 11 evropskih prvenstvih ter na več kot 150 mednarodnih tekmovanjih. Kako aktivno je njeno delovanje, dokazujejo tudi številne funkcije v strokovnih in znanstvenih združenjih doma in v tujini, ter prejete nagrade in priznanja. Je avtorica ali soavtorica več kot 1300 strokovnih in znanstvenih gradiv. Ukvarja se s telesnim in gibalnim razvojem otrok, njihovim življenjskim slogom, šolanjem nadarjenih mladih športnikov in značilnostmi pouka športne vzgoje. Številna raziskovalna spoznanja pa uspešno prenaša v šolsko in športno prakso. Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni dosežek prejme Moška rokometna reprezentanca 2004. Slovenska moška rokometna reprezentanca je doslej nastopila na 12 evropskih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla leta 2004 na 6. evropskem prvenstvu, ko je pred polno dvorano v Tivoliju osvojila naslov podprvakinje Evrope. Čeprav se v finalu ni izšlo in je izgubila proti Nemčiji, se je z zlatimi črkami zapisala v zgodovino slovenskega rokometa. Tudi zato, ker je kot prva reprezentanca v času samostojne Slovenije osvojila srebrno medaljo na velikem tekmovanju v kolektivnih športih z žogo. Za nameček se je še drugič zapored uvrstila na olimpijske igre. Spoštovani, v imenu vseh, ki smo v letošnjem letu dobili najvišja priznanja za področje športa v Sloveniji, bi se rada zahvalila najprej našim predlagateljem, to je športnim sredinam, iz katerih izhajamo, ki so prepoznale
naše delo in naše dosežke. Hkrati pa velja zahvala tudi Odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj, ki je med številnimi odličnimi posamezniki, skupinami in organizacijami prepoznal prav nas. Obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje delali v dobro slovenskega športa. Hkrati bi pa rada ob tej priložnosti pozvala tudi vse odločevalce, da prisluhnejo strokovnim izhodiščem za čim prejšnje odprtje športa in športu v teh težkih, res zahtevnih časih tudi finančno pomagajo. Še enkrat najlepša hvala za izkazano čast ob podelitvi Bloudkovih nagrad in priznanj.